V letošnjem letu premierno novinarsko konferenco organiziramo prav tukaj v Kranjski Gori, kjer je Pokal Vitranc tudi doma. Tudi letos vse priprave na vrhunec zime potekajo v skladu z načrti in glede na sneženje z snegom ne bo težav in verjamemo, da se bo obdržal še dolgo. Sicer pa vam bodo veliko več o samem stanju in pripravah pred Pokalom Vitranc povedali naši današnji sogovorniki, gospod Gregor Benedik, predsednik organizacijskega komiteja, gospod Jani Hrovač, župan Kranjske Gore, Srečko Medven, generalni sekretar organizacijskega komiteja, gospod dr. Matej Andolšek, vodja zdravstvene službe, gospa Jasna Knez nam bo več povedala o samem spremljevalnem programu Kumax Partiju in gospod Rene Mlekuš glede Grobinega memoriala. Seveda pa so z nami še gospa Irena Grmekošnik iz NIJZ-ja in predstavniki pokroviteljev in Slovenske smučarske zveze. Lepo pozdravljeni. Novinarsko konferenco bo odprl predsednik organizacijskega komiteja Gregor. Pod tvojim vodstvom Pokal Vitranc nadaljuje povezovanje z drugimi smučarskimi klubi in širjenjem tekmovalnega smučanja med mlade. Primer sta Pokal Loka, Paraolimpijski komite, mogoče kaj več o tem. Ja, sigurno zavedamo se, da tako Pokal Vitranc ne bo v svoje teže, če ne bo na njemu enkrat tekmovali mladi smučarji. Mi smo se odločili že pred parimi leti, da damo poudarek temu, tudi v našem klubu, ki v bistvu do neke mere vodi Pokal Vitranc, delamo na tem, da bi enkrat imeli tekmovalce iz Kranjske Gore, bi tekmoval na Pokalu Vitranc. Povezali smo se že kot verigo od mini Pokala Vitranc, ki je namenjen mladim smučarjem, res mladim, ne samo tekmovalcem, da sploh smučarjem, da jih pritegnemo v ta šport. Pokal Loka kot nek umestni člen, kjer se tekmovanje začnejo in pač kot najvišji svetovni rang Pokal Vitranc. Hvala, Gregor. Nadaljujemo z gospodom županom. Sodelovanje med občino in Pokalom Vitranc je na zgledni ravni. Občina se turistično razvija in je v zimski sezoni vsako leto bolj polna. Prihajata 2 vikenda, ki s prireditvami dvigata ugled Kranjske Gore in polnita turistične kapacitete. Kako pomembna pa je izpostavljenost Kranjske Gore na televiziji s športnimi prireditvami? Ja, lep pozdrav. Vsekakor je Kranjski Gori kot občini, kot turistični destinaciji velik plus, da se pojavljajo čim več medij, da smo prisotni v reklamah, v novicah o Kranjski Gori, o Pokalu Vitranc, o planici, ne nazadnje na vseh kontinentih sveta in da se pač širi glas od Slovenije, od turizma, od turističnih destinacij, centrov, pač po celi Evropi in po celem svetu. Zato tudi Kranjska Gora pomaga vsem tem prirediteljem, ki delujejo predvsem na nivoju svetovnih pokalov, se pravi tekem najvišjega ranga. Tukaj pa poleg planice pa Kranjske Gore moramo omeniti tudi še teke v planici in seveda zadnje 3-4 leta tudi tekmovanje svetovnega pokala hendikepiranih smučarjev, invalidov, ki so tudi izredno dobro sprejeta v Kranjski Gori. Hvala, gospod župan. Srečko, lahko bi rekel kar klasični Pokal Vitranc. Letos ni bilo velikega prilagajanja turističnim smučarjem med šolskimi počitnicami, saj je bilo dovolj časa tudi po njih. Proga je bila prvič pripravljena že konec januarja za Zlato lisico. Lansko leto smo imeli sonce in lansko leto smo si želeli sonce, pa smo najprej imeli meglo. Letos si želimo, da bi šlo vse po ustaljenem tajmingu. Seveda pa se pripravljamo na vse možne scenarije. Ja, če nakratko omenim, je priprava letošnje tekme zahtevna iz večjih vidikov, tudi zaradi situacije z virusom. Pripravljamo se na tekmo normalno, nemoteno, že odkar smo končali zadnjo tekmo, se pravi 11 mesecev. Bolj intenzivne priprave so v teh zadnjih 2 mesecih.
kjer smo mogli pač postoriti vse, slaba zima. Sami veste, da to bi težko sploh rekli, da je zima, z skoraj nič naravnimi padavinami. Zdaj, nekaj smo špekulirali, da bo ves tisti sneg, ki bi mogel pozimi padati v Kranjski gori, da bo zdaj padel marca, ne, za našo tekmo. Gleda, da se ta naša špekulacija počasi uresničuje. Čeprav vremenska napoved je pa relativno ugodna od danes, oziroma od jutra, ko se ta sneženje ostal, pa do samega tekmovanja. Vse priprave na pokal Vitranc, se pravi te administrativne in pa zdaj te zaključne priprave prizorišča za začasno infrastrukturo, priprava tekmovalne proge, kot ste že omenila. Po planu smo mi imeli namen prvo pripraviti tekmovalne proge pod vodstvom, to vodi Aleš Vidic, vodja tekmovanja, zadaj. Že januarja bi jo pripravili brez Zlate lisice. Tako da mi pripravimo tekmovalno progo vnaprej. Ker tekmovalna proga zahteva, moška je veliko bolj zahtevna priprava od ženske in zahteva ne pripravo zadnjih 14 dni, ampak se začne proga pripraviti 2 meseca pred samim tekmovanjem. To pomeni od izdelave naravnega snega, od umetnega snega, od naravnega snega, od odrevanja proge, od brizganja vode v progo, da dobimo kompaktno plast, ki nam omogoča dejansko potem pogoje za moško tekmo svetovnega pokala. Tako da Lisica je prišla, je padla noter v ta čas plan priprav in je prišla v bistvu na to prvo pripravljeno tekmovalno progo. Sami veste, da je bila Zlata lisica ena boljših tekem svetovnega pokala v ženskem cirkusu v letošnji sezoni. Zdaj, če gremo še ostale naprej, smo kje? Pričakujemo normalno, da se bodo tekme udeležili vsi tekmovalci. Seveda moramo povedati, z ozirom na ta virus, da se odločajo prostovoljno, da se lahko tudi kdo odloči, da ga ne bo. Vendar mislim, da bo zasedba v Kranjski Gori popolna, že iz tega razloga, ker se bo tu odločalo tudi že o določenih zmagovalcih svetovnega pokala v posameznih panogah, slalomu, veleslalomu. Še posebej z ozirom na to, da je danes popoldne v 5. sestanek FIS Councila, ki se bo odločila, kaj narediti z finalom v Cortini. Jutri bomo danes bomo vedeli, ali ta finale bo ali ga ne bo. Tako da se zna zgoditi, da bodo v Kranjski Gori že odločeni zmagovalci v veleslalomu in v slalomu. Za veleslalom, kar nas zelo veseli, se bori tudi Žan Kranjec. In jaz verjamem, da bomo mi, predvsem pa Aleš z ekipo, naredili vse, da bomo omogočili najboljše možne pogoje za Žana in za ostale tudi seveda, da lahko Žan osvoji tudi to mali globus v veleslalomu. Naprej govorimo o proračunu. Pokal Vitranc ima proračun zagotovljen, tako kot vsako leto, iz 2 glavnih pogodb, medijske pravice in marketinške pravice, ki so prodane preko agencije Infront, Šport in Medija v tujino in pa seveda z delom, delno pa tudi na domačem tržišču, z sponzorskimi pogodbami, pokritnimi pogodbami, ki jih imamo z našimi tradicionalnimi partnerji, ki jih pa ne bom omenil vsaka posebej, saj jih imamo navedene na teh transparentih. Tako da proračun nekje zagotoviti moramo dober 1.600.000 evrov, stroškov je nekaj manj. Mi stalno težimo k tem, da je tekmovanje finančno samozadostno, se pravi, da ne zaide v neke dolgove. Mi smo do zdaj vedno en mesec po tekmi pokrili vse račune, ki se nanašajo na izvedbo pokala Vitranc. In seveda gledamo teh tem, da nekaj sredstev ostane za razvoj tekmovalnega poligona, za razvoj tekme in pa za delo domačega kluba ASEK Kranjska Gora, ki je v bistvu pravna oseba, ki organizira pa izvede to tekmovanje.
Za zdravstvene nekaj pomest preskočil, ker imamo tukaj dr. Mateja Andolška, pa bo dobil za mano promet, če gremo na prometno ureditev. Prometna ureditev je tako kot vsako leto, krožni promet, parkirišče v Kranjski Gori, Podgori in ob regionalnih cestah bodo pripravljena. Pozivamo pač vse obiskovalce, da se jih čim več odpravi na samo prizorišče iz svojih parkirnih mestov peš. Po kolesarski stezi iz Kranjske Gore oziroma iz Podkorjena po poteh, ki bodo označene in pa posebej za pešce in pa varovane, tako da ne bi šlo mešanja med pešci in prometom, da imamo tudi s te strani zagotovljeno varnost. Če gremo naprej na prodajo kart. Prodajo kart vršimo preko 2 kanalov. En je Petrol Tickets, drug je pa Eventim. Spletna prodaja poskušamo že drugo leto zapored pospešiti prodajo, predvsem predprodajo teh kart. Tu nam pomaga tudi agencija GIK iz Ljubljane preko digitalnega marketinga, nagovarjanja potencialnih gledalcev, da si kupijo pač čim več kart v predprodaji. Počas vsako let smo bolj uspešni, tako bom rekel. Seveda bo na prodajo kart vplivala tudi situacija, ki je s tem koronavirusom. Gledalci se pač morajo, obiskovalci potencialni se morajo sami odločati, ali bodo na prireditev prišli ali ne, to je njihova odločitev. Seveda mi pozivamo, da se jih čim več udeleži. Želimo pa, da pridejo predvsem zdravi obiskovalci, ki nimajo temperature, ki ne kašljajo, ki ne kihajo in tako naprej, se pravi, da se čim maksimalno prepreči možnost razširitve tega virusa. Pa še enkrat, da se odpravijo iz parkirnih mest peš do prizorišča. Tu imamo medijsko središče. Tako kot vsako leto je poskrbljeno za medijsko središče v Podkorenu, ob ciljni areni. Postavitev in vse je enako kot prejšnjo leto. Zadosti opreme, zadosti komunikacijskih linij. Telekom nam je zagotovil dovolj močno podporo v internetu, v Wi-Fi-ju in pa seveda kabelskem internetu. In kot novost za novinarje letos sigurno bo dobrodošla tudi v smislu priprav na preprečevanje tega virusa, da boste imeli letos poseben WC samo za novinarje takoj ob medijskem centru. Akreditacije, tako kot vsako leto, Kompas v kleti, Janja Plemelj je odgovorna. Če ste se prijavili pravočasno preko našega spletnega portala, boste seveda dobili akreditacijo, seveda, če ste dejansko iz novinarskih vrst, oziroma če so nam rekel, vi, ki ste danes le ste, ne? Ker so določeni že pogruntali, da se lahko tudi tekmo gleda z novinarsko akreditacijo, ne? Tako da Žiga in Kaja to zdaj veliko bolj striktno preverjata in vsi tisti, ki dejansko ne padajo v medijski prostor, ne bodo mogli dobiti akreditacije. Tako da tle bo selekcija, ampak vsi tisti, ki delate za svoje hiše medijske, ni problema. Razni Gmaili pa to je pa pod preverjenjem. S tem, da pri akreditaciji je novost to, da se začne šele v petek dopoldne. V četrtek so akreditacije rezervirane strogo samo za ekipe. Prav, novinarji vsi od petka naprej bo odprta akreditacijska pisarna na Kompasu in se lahko akreditirate in pravite se svoje zadeve. Prevozi za predstavnike medijskih hiš normalno so od petka izpred Kompasa. Bo shuttle servis, ki ga lahko koristite za poligon. Prosti trening v petek je planiran, vendar bo odločitev padla
dan, dva prej, odvisno od stanja, vremenskega stanja in stanja na tekmovalni progi. Zdaj mislim, da sem jaz pokril, program je tradicionalen, tako kot vsako leto. Imate ga tudi v prilogi. Petek, četrtek prehod ekip, petek prosti trening, seja Team Captains Meeting. Seveda je v programu v petek tudi Grubin memorial, peti memorial, to vam bo Rene več povedal o tem. Sobota tekmovanje, oba dneva 9:30, 12:30 štartni časi. V soboto po končanem veleslalomu je še zaprt dogodek, Petrolov dogodek, ki ga organizira Petrol za svoje poslovne partnerje. Zvečer Q-Max Party pred dvorano Vitranc. Mi smo želeli narediti skupno prizorišče z Planico, vendar se je Planica potem umaknila iz tega projekta, tako da smo se mi vrnili na staro lokacijo pred dvorano Vitranc. S tem, da letos po Q-Max Partyju ne bo after partyja, ne? Iz več razlogov zdravstvenega. Nedelja, normalen program, podelitev zmagovalcem v ciljni areni, sobota pa seveda javno žrebanje in podelitev pokalov na Q-Max Partyju. Zdaj, jaz mislim, da je to vse, če imate kakšno vprašanje še v vezi tega, in bi zdaj jaz predal besedo dr. Mateju Andolšku, da pove vse ukrepe, ki smo jih sprejeli oziroma ki bomo delali v zvezi z situacijo z virusom COVID-19. Hvala lepa za besedo. Jaz ne bi odgovoril na eno vprašanje, ki je, kaj je pomembno za tekmovalce in za gledalce na pokalu Vitranc. Mislim, da je pomembna samo ena stvar, vsaj z mojega gledišča, ki sem zadolžen za zdravstvo. In to je, da pridemo in da gremo zdravi. Velja za ene in za druge. Seveda, pri športnikih je še športni uspeh v ozadju, pri gledalcih je pa v prvi vrsti tisto, kar želimo, da uživajo v tekmi, da uživajo v tem okolju in da, ko se vrnejo domov, nimajo nobene slabe misli, sploh pa ne želimo, da pride do kakršnega koli prenosa virusa, ki je sedaj med nami in nam tudi dela težave pri organizaciji. To smo nekako načrtovali tako, da tekmovalce in gledalce čim bolj ločimo, zato da ne bi prišlo do nepotrebnih prenosov. Zdravstvena služba je tako organizirana, promet bo tako organiziran, ker mi imamo virus ne pred vrati, kot je bilo še 3 dni nazaj, ampak ga imamo že na naši strani vrat. Je v državi, bili so pozitivni testi, na srečo zaenkrat še ni bilo nekega večjega izbruha. In tisto, kar je naše vodilo pri organizaciji zdravstvene službe in celotni organizaciji pokala Vitranc je, da na tem pokalu z vsemi našimi ukrepi prečimo kakršenkoli prenos oziroma izbruh. To je osnovni moto in tudi vsi, ki smo vpleteni v to, bomo zadovoljni, če bomo v tem tudi uspeli. Zdaj, kako to narediti, nekaj je bilo že rečeno, pozivamo vse, tiste, ki smo udeleženi v organizaciji, gledalce in v končni fazi tudi tekmovalce, da se udeležijo pokala Vitranc takrat, kadar so zdravi. Seveda je to subjektivna ocena, vendar bodimo pošteni do sebe, bodimo pošteni do sodelavcev in bodimo pošteni tudi do celotne javnosti. Želimo, da pokal Vitranc uspe in da nima kakšne črne pike na podlagi kakšnega prenosa bolezni, ki jo imamo v državi.
Organizatorji smo se posebej še povezali, kar je bilo že rečeno, z Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja, ki daje usmeritve, in pa seveda z Ministrstvom za zdravje, ki je edino pooblaščeno, da tudi razglasi morebitne ukrepe. Ker če se država odloči, da razglasi kakšne posebne ukrepe, to pomeni lahko tudi tekmo brez gledalcev, lahko tudi pomeni odpoved tekme, kar pa si seveda nihče ne želi. Zato se držimo tistih osnovnih principov, ki so objavljeni na vseh medijih, ki so na internetu. Pridimo zdravi, držimo se vseh principov, ki so navedeni, in potem bomo lahko tudi zadovoljni odšli. Zadovoljni gledalci, zadovoljni tekmovalci in v končni fazi tudi zadovoljni organizatorji. Mislim, da letos ni tekma samo tekma tega pokala Vitrans, ampak je tudi tekma za v bodoče. Sami ste videli, da v Italiji odpovedana tekma, ženska, mislim, da je bila, da je predvideno, da bo brez gledalcev v Avstriji, da bo brez gledalcev tudi finale. Torej, naredimo vse, da bomo imeli gledalce in da bomo imeli uspešno tekmo. Hvala lepa. Če še prosim kolegico Ireno Grmek-Košnik, ki je z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, da da tiste usmeritve oziroma da jih poudari, te, ki so bili že objavljeni, pa mogoče tudi kakšno pripombo, kaj nas lahko še čaka. Irena, prosim. Hvala lepa. Prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer se v bistvu že od januarja naprej, začetka januarja intenzivno pripravljamo navodila in sodelujemo z vsemi deležniki. Zdaj, kar se tiče tekme Vitrans, tudi že kar intenzivno sodelujemo, že kar nekaj tednov. Glede na to, da epidemiološka situacija trenutno v Sloveniji še vedno zelo dobra, sledite medijem, v bistvu obvladujemo zadeve, je v bistvu dobro, da bi to tekmo izpeljali. Nam, strokovnjakom, je izpeljava take tekme tudi izziv. Seveda, treba je pa upoštevati vsa ta strokovna priporočila. Zdaj, kar se tiče teh navodil, bi jaz ponovno poudarila, ta navodila vsa so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in v bistvu obisk množičnih dogodkov se nekje odsvetuje vsem, ki kažejo znake obolenja, nadalje tudi starejšim osebam in pa kroničnim bolnikom. Se pravi, tem trem skupinam, kjer se pričakuje težji potek lahko bolezni, in pa seveda prenos v zdravo populacijo. Tako da, kar se samega postopkov tiče, so zelo premišljeni, številni postopki bodo tudi vključeni v ta naš Vitrans, tako da se zdravi ljudje nimajo kaj bati, seveda pa bo treba slediti tem navodilom strokovnjakov oziroma organizatorjev. Tako da to je z moje strani povedano, pa potem, če bodo še kakšne vprašanja na koncu tega. Hvala lepa. Hvala torej vsem trem za ključne informacije povezane s pojavom koronavirusa. Zdaj pa iz tekmovalnega programa še na spremljevalni program, ki bo tudi letos zelo obširen in bo spremljal dejanski pokal Vitrans. V soboto nas čaka tradicionalni Kumax Party, kjer bosta poslastica Jan Plestenjak in Nina Pušlar, tako da več o tem nam bo povedala gospa Jasna Knez. Ja, hvala lepa. Torej, že tradicionalno pred dvorano Vitrans, zabava zime na prostem, začnemo ob 18. uri. Seveda vsako leto začnemo z lokalnimi glasbeniki in tudi letos z glasbenim studiom Osminka in Aleksandro Vovk. Torej,
domačinko, sledi Nina Pušler in potem kot zdaj že nekaj let podelitev pokalov, tekme ob 19:15 in kasneje javno žrebanje štartnih številk. Letos zaradi situacije seveda v malo drugačnem dogajanju, kar pomeni, da letos tekmovalci ne bodo prihajali na oder med publiko, tako kot smo uspešno speljali pretekla leta. In na koncu zvečer še koncert Jana Plestenjaka, tako da vsi so vabljeni, seveda v skladu z navodili trenutne situacije v Sloveniji. Hkrati pa smo se tudi letos odločili, da ne bomo delali afterpartija v dvorani Vitrans, torej da vse aktivnosti, ki so, potekajo zunaj, vstop je prost, tako da, kaj naj še rečem, razen hvala tudi vsem sponzorjem in pokroviteljem tega dogodka, ki so že z nami vsa leta, zato da lahko dogodek uspešno speljamo. Torej od ASK-ja, občine Kranjska Gora, Petrola, Audija, potem naš medijski pokrovitelj je tudi Planet TV in še nekaj drugih, ki so vsako leto podprli naš dogodek, da smo ga lahko uspešno speljali. Hvala, Jasna. Pred samim začetkom v petek nas pa čaka že 5. izvedba tekme z dobrodelno noto v spomin na Drago Grubelnika, Grubin memorial. In vsi smo prepričani, da je pač prav to mesto, kamor tudi ta memorial sodi, tik pred začetek tekmovalnega vikenda v Kranjski Gori, kjer je Drago tudi tekmoval. In več o tem nam bo pa povedal idejni vodja Rene Mlekuš. Ja, lep pozdrav. Letos že 5. izvedba Grubinega memoriala. Vesel sem, da je Grubin memorial postal del pokala Vitrans in se v imenu mojem in pa vseh nas, ki se trudimo za memorial, zahvaljujem vsem tukaj, še posebej Srečotu. Kot večina veste, vsako leto zberemo drugo družino, ki je pomoči potrebna, ki živi v težkih razmerah. Letos smo se odločili za družino Rajh iz Bistrice ob Dravi. Letošnji štart dobrodelnega veleslaloma se začne ob 18:30. Sama razglasitev bo ob 8:30 na samem odru, tudi pred dvorano Vitrans. Sledil bo pa veliki koncert Plavega orkestra ob 9. uri. Tudi mi pozivamo, tako kot organizatorji pokala Vitrans in Kumax partija, da ljudje, ki bojo prišli na memorial in pa na samo zabavo, upoštevajo vsa zdravstvena navodila, ki smo jih že prej tolikokrat slišali, in jaz sem prepričan in upam, da celoten vikend izpeljemo tako, kot smo si vsi zadali, tako kot vsi upamo, da bo najboljše in da iz naše strani tudi zberemo čim več dinarčkov za to družino, ki je letos v našem planu. Najlepša hvala. Pri spremljevalnem programu pa velja omeniti tudi aktivacijo sponzorja Petrol, ki bo za svoje poslovne partnerje po koncu sobotne tekme pripravil druženje in sprejem. Ne smemo pozabiti niti na zavarovalnico Generali in saj vemo, da gresta smučanje in zavarovanje z roko v roki. 4. leto zapored že svojo pojavnost utrjuje na pokalu Vitrans utrjuje tudi Slovenska turistična organizacija, saj gre slika pokala Vitrans v države, kjer so tudi potencialni gostje slovenskega turizma. Ter Hrvaška turistična organizacija se želi vedno bolje predstavljati tudi v Sloveniji v sklopu pokala Vitrans, saj so tudi tukaj njihova glavna ciljna skupina za letovanja v poletnem času v Sloveniji. Audi je partner FIS-a in Porsche Slovenija pa kot zastopnik
skrbi za prevoze med Kranjsko goro in Podkorenom tekom celotnega tekmovalnega vikenda. In že 5. leto zapored pa je naš partner tudi družba Merkur, ki bo letos tudi izvedla zanimive aktivacije sponzorstva. Zahvaliti se moramo tudi pokroviteljem Konika Minolta, Rauch Slovenija in seveda partnerstvo Slovensko smučarsko zvezo. Če omenjamo že tle, še zadnjem trenutku so se uspeli dogovoriti tudi za Telekomom Slovenije. Tudi Telekom Slovenija postaja pomemben partner pri pokalu Vitrans. Torej, drage novinarke in novinarji, kolegice in kolegi, pokal Vitrans je poleg spletne strani prisoten tudi na družbenih omrežjih, Instagramu, Twitterju, Facebooku, kjer ste lahko preko celotne sezone spremljali zanimive podatke o smučarjih. In verjamem, da vas ima tudi večina od vas družbene profile, zato vas prosim, da v svojih objavah s pokala Vitrans ali o pokalu Vitrans uporabite oznako #Vitrans2020. Najlepša hvala za vso pozornost. Govorci so vam zdaj na voljo tudi za individualne pogovore. Sicer vas prosim, da poskusite biti malček hitri, ker smo že ob 12. dogovorjeni z vodjo tekmovanja Alešem Vidicem na poligonu, kjer se bomo skupaj zapeljali po progi. Snega je dovolj, sicer pa ponovno nasnidenje čez dober teden v Kranjski gori.